Počni škafi in poslušamo Radioaktivno. Ga ni vzel, že dolgo se v prazno je vrtel. Me pošiljal na odstavni pas, češ da me je povozil čas. A moj sever je ljubezen, prijatelj vzhod, zahod in jug. To ni ena od mojih muk, nikomur ni mar več za strani neba. Jasno jih na dnu srca. Izgubila sem kompas zasedbe Počeni škafi z albuma Kompas, Marjeta pa z mano v oddaji Radioaktivno zdravo. Živjo Boštjan. Umetna inteligenca pravi, da ste nezakonski otrok ameriškega hot swinga in francoskega šansona. Ja, to je sicer zelo star opis, ampak res je v bistvu, to so naši začetki, pravzaprav newyorški ulični jazz, hot jazz, ampak smo pa tudi nekaj slovenskega, in nekaj, ki pač nismo iz Amerike, tako da smo se razvijali tudi kam drugam, ful nas privlači tudi francoska muzika, tako da ja, veliko navdiha črpamo tudi iz francoske glasbe. Koliko ste se spremenili od leta 2019, ko ste bili v našem studiu, to je bilo oktobra pa do junija 2024? Veliko, ja. Vsak posebej se je ful spremenil, tudi veliko smo bili drugje v tujini in tako, ampak tudi kot skupina se mi zdi, da smo zrasli, da smo se spremenili tako in da se to mogoče tudi vidi na naših komadih. Ste potem sedaj že res brez starševskega nadzora? Ja, smo že polnoletni, recimo. Odraščali pa na ljubljanskih ulicah, ali ne? Ja, to je res, ja. Začeli smo pravzaprav pač točno na ljubljanskih ulicah med ljudmi, ki so tudi najboljša publika, tako znajo ti najbolj povedati, a si v redu, a si za nič, a ne. Tako da, ja, to so bili naši začetki, ampak pravzaprav gremo tudi še vedno na ulico radi tako malo popraznovati. Ampak na ulici, vsaj v Ljubljani pa v mestih, je videti več urbane opreme kot pa škafov. Škafi so bolj značilni za kmetije, podeželje. Ja, to je res, ja. Ja, v bistvu, čeprav eno obdobje, jaz nisem bila še v bendu takrat, ampak dejansko bend je imel škaf bas. Jaz ne vem pravzaprav točno, kakšen je ta inštrument, ampak to obstaja in to je v našem bendu bilo. Tako
Tako da, ja, je resničen inštrument. Sicer pa je škaf po SSKJ manjša, nizka, navadno lesena posoda z 2 ušesoma. Če pa vas preštejemo, pa je to 12 ušes. Kar pomeni, da zelo dobro slišite. Ja, zelo, to pa res. Počili ste? Ja, mi se v bistvu malo hecamo, no, da smo počeni. No, pravzaprav ne vem, če se avtor tega izraza počeni škafi heca, ampak pravimo, da v bistvu pokamo in da iz teh naših razpok pač pušča neka energija, ne, ki se nabira v bendu in ta energija se pa razliva med publiko in ja. Nenazadnje pušča tudi dobra glasba. Oziroma puščate dobro glasbo, če se drugače izrazim. Ja, kakšni bi tako rekli. Zelo melodično, zelo poslušljivo, tudi mogoče malo zreto pridiha. Ja, najlepša hvala. Mislim, pač ja, ne, ker naš glavni navdih je vseeno ta neka newyorleanska ulična zabavna glasba. Mogoče te melodije ostajajo take retro ali pa ne vem, mogoče simple, se ne vem, mogoče retro prizvok daje tudi ribežen mogoče, ne vem. Ampak se mi zdi, da v resnici delamo pravzaprav zelo sodobno muziko, tudi z zelo aktualnimi besedili, tako da ne vem v resnici, če smo prav zares nek star band, no. Tako bi rekla, da mogoče tudi spadamo čisto v neko pop glasbo. Pričela sva skladbo Izgubila sem kompas, s katero ste tudi napovedali novi album. Si ga sedaj že našla? Kompas? Ja, v bistvu ga najdem že na koncu komada, med prijatelji, tako. Greva k druge, to bo Vikend na kolesu. Če pogledam naslovnico albuma, vidim, da je temu res tako. Ja, to je bil v bistvu ta prvi komad, ki je pravzaprav nastal za to ploščo in sicer je bil mišljen kot čist neškafovski, pa smo ga na koncu vseeno naredili mogoče našega, no. Je pa mogoče se po neki melodičnosti bolj približal mogoče Dunaju, šansonu, ampak ja, besedilo pa tudi govori o nekem čist aktualnem razmerju. Neka punca pri 30-ih pušča svojega fanta, pa ga ne zna, pa tako, no. Kje se začne, kje se konča najin vikend na kolesu? Imava vse, kar se ima, ti me čakaš pri drevesu. Na vrhu klanca naredim globoko dih, spet sem na nogah in ti se mi smejiš. Nočem te zadrževat, nočem te zadrževat, nočem te zadrževat, ko se v krogih peljeva, ker ne moreva drugam kot tja, kjer sva parkirala. Veter me nosi kot pepel, magnezija in mačka. Zate se je, kar si živ, ko si me zvlekel s kavča. Na ta razgled, ki ne poplačal, bi napal in od tu naprej pošlo samo navzdol. Nočem te zadrževat, nočem te zadrževat,
se naprej, to bom zmogla sama. Vikend na kolesu, Počeni škafi, Kompas, album, ki ga vrtimo. Marjeta, v letu 2012 moramo, če želimo, poiskati vaše korenine. Ja, jaz takrat nisem bila še prisotna, tako da prav veliki zasebnih izkušenj ne morem takrat povedati, ker sem bila še v srednji šoli. Ampak ja, prva pevka je bila Urška Škafar, in sicer Mariborčanka. Z njo so veliko koncertirali po Ljubljani, po ulicah tudi. Potem po kakšnih 3 letih sem pa prišla jaz, pa smo se začeli tudi mogoče bolj z avtorsko glasbo ukvarjati. Za vami so sedaj že 3 albumi, oziroma, če sem prav preštel svoje evidence, celo 4. Ker je tam en mini album, EP, če sem prav tisto prištel zraven. Ja, poimenovali smo ga kot mini album, ja, EP, Ulica noter, ki ima 2 čist nova komada, 2 pa v bistvu komada v novih srajčkah, no, Nerodna Polona in A ni škoda se jezit, ker s tem se tudi tako težko puščamo za sabo stvari, ki nam niso všeč, pa jih pa kar probamo malo preoblačiti in tako no. Vse to je potrebno, vsakega toliko časa. Ne moreš imeti umazanih oblačil. Ja, res je, ja. In če pogledaš prejšnje izdelke in tega ta novega, je moč jih primerjati med sabo? Mislim, tako slišim, da smo isti band, ampak se mi zdi, da je sprememba ogromna. Mislim, vsaj jaz tako čutim, no, kot nekdo, ki sem bila prisotna v tem procesu. Ampak, ja, no, veliko smo se spremenili, pač po drugi strani pa tudi smo škafi, še vedno se imamo fajn skupaj, še vedno najraje imamo koncerte, tako. Pričeli ste z albumom Stroj za sušenje solz, očitno za sedaj so vse posušile. Ja, mogoče, ja. Lahko tako rečemo, ja. Mislim mogoče si ga treba večkrat zavrteti. Tako. Čeprav bi zdaj mogoče bolj priporočala še kakšno drugo plato. No. Tako. Potem je bil Dunaj. Ja, drugi album je bil Dunaj, ki je bil mogoče malo manj uspešen zaradi tega koronskega obdobja. Ne? Ampak ja, zdaj pa upamo, da bo kakšen komad tista nove plate hit. Pa se bomo mogoče tudi vrnili pa še k Dunaju. Kaj ti sedaj je prišel Kompas? Ja, Kompas, ja. Taka močna beseda. Ja, ki ima načeloma 4 strani, ampak vemo, da jih ima še več. Tudi vmesne. Ja, res je. Če pa tako pogledamo vse skupaj, pa ste že kar nekaj skladb nabrali, tako da je vaš koncertni repertoar lahko zelo bogat. Ja, v bistvu na koncertih je včasih kar težko zbrati, kaj bomo. Ponovadi se v bistvu sproti dogovarjamo na koncertu, pač prav sproti se dogovarjamo, katere skladbe bomo odigrali. V bistvu predvsem zato, da lahko neko energijo gradimo, pač tako nek vrhunec recimo. Ne? Ampak ja, včasih je pa to težko, ker ja, ne veš, kater komad. Pa potem tudi te newyorlinške standarde ful radi igramo in včasih pol ne vem, ali zmanjka časa. Ali tako. Je kar težko zbirati, no, v resnici. Pomeni, da zasnujete koncert kot neko dramo. Od nekega uvoda do potem vrhunca, pa potem izteka oziroma epiloga. Ja, res je, ja. Mislim, tako, je treba tudi začutiti folka, ne, v bistvu, kje so, ko prideš, pa potem jih malo zagreti, pa potem jih pač razumeti do konca in potem pač se tudi posloviti. Potem sklepam, da pričnete z balado, vmes so same hitre skladbe, na koncu pa zopet kakšna balada. Ne, v bistvu je treba ful mešati. Tako. Pač balada recimo, ne vem, ne, če imaš prej 2 ful hitra komada, taka močna, pa potem narediš eno balado, tako se ljudje kar zleknejo, pa tako malo. Ne, recimo, bi imela čisto drugačen učink, če zaigraš, ne vem, 2 počasni skladbi naenkrat ali pa tako. Muzej 2 bo naslednja. Si v njih mečemo polena. Muzej 2 je v bistvu skladba, ki je tako nadaljevanje našega prvega muzeja, če ga mogoče že poznate. In sicer približno z isto tematiko se ukvarja, pač z našo domovino, ali kako bi rekla. Ampak je pa tudi ful humorja notrno, tako da ni treba vsega tako resno jemati, pa nismo tako razočarani. Je pa fajn malo pojamrati, ne? Saj smo Slovenci. To je res, ampak če poslušamo vaše besedila, je kar veliko humorja v njih. Ja, tako, ja. Muzeju si mečemo polena po lastnem vrtu, kot da so semena. Luknje v čovnu krpamo z besedo ne, v čast Boga inercije. Pri nas je
sam, sam, sam. Pri nas za vse si sam. Če ti kaj ni všeč, se preseli drugam. Si sam, za vse si sam. V muzeju pa se skrivajo žive stvari. Med njimi včasih najdeš tudi žive ljudi. A bistvo življenja je, da pride in da mine. Od tod vse te praznine. Pri nas si sam, sam, sam. Pri nas za vse si sam. Če ti kaj ni všeč, se preseli drugam. Si sam, za vse si sam. Pri nas si sam, sam, sam. Pri nas za vse si sam. Če ti kaj ni všeč, se preseli drugam. Si sam, za vse si sam. Pri nas si sam, sam, sam. Pri nas za vse si sam. Če ti kaj ni všeč, se preseli drugam. Si sam, za vse si sam. Počeni škafi, Marjeta z mano, Kompas je album, ki ga danes vrtiva. Prebral sem na spletu oziroma umetna inteligenca mi je rekla, s katero si sedaj pomagam pri pripravi intervjujev, da ste mala družinica. Ja, mislim, zelo radi preživljamo čas skupaj. Poleg tega smo pa tudi že toliko časa prijatelji, da se pač res zelo, zelo, zelo dobro poznamo in ne vem, če se z nekom tako dolgo poznaš, pa lahko rečeš, ja, da si družina in da pač se razumeš, da si znaš pomagati. Poleg tega pa tudi tako pustimo, no, da člani mogoče odhajajo, pa tudi prihajajo nazaj ali pa se vračajo z drugimi znanji. Prej sem dejal, da je v bendu 12 ušes, kar pomeni, če pravilno delimo 6 škafov. Ja, to je pravilen podatek za ta trenutek, ampak v resnici se kar veliko prilagajamo. No. Recimo trobentače imamo v Gradcu, pa potem, ne vem, včasih pač ne more priti na kakšen koncert. Ali pa pač kdorkoli izmed nas včasih nima časa, pa potem se pač prilagajamo, no, tako da gremo včasih igrati koncerte tudi v 5, včasih pa tudi koga novega povabimo, tako da je pač zasedba številčnejša. Če se prav spomnim, ob intervjuju 2019 vas je bilo 7 zasedbe. Zdaj čist na pamet ne vem točno, ker to je res tako na vsakem koncertu, je številka malo drugačna, možno. Čeprav pa se v teh letih veliko članov zamenjalo. Tako sem imel vse v pripravah za prvi intervju napisano. Ja, res je, ja. V bistvu od samega začetka dejansko je samo en član tak je ostal in to je Nejc, pač, ki igra ribežen in piše tekste in je band leader in tako naprej. Ima sicer sedaj drugačno funkcijo zunaj, ni v studiu. Ja, tako je. Ampak, ja, no, mislim, tako kot sem rekla, včasih se tudi kakšni stari člani vračajo, pa pol kaj novega prinesejo, tako da, ja, številka se spreminja.
So potem tudi to vse tisto osnovno jedro fiksni inštrumenti ali mora potem tudi vsak improvizirati pa dodati kak inštrument zraven? Ne, osnovno jedro, zdaj v bistvu že nekaj časa, v bistvu odkar sem jaz prišla, smo dejansko že dolgo let isto jedro in se mi zdi, da tudi zato mogoče lahko ustvarjamo nekaj mal bolj trdnega. Prej je bilo pa res veliko tega iskanja, no? Ampak glavni inštrumenti pa, ja, trobenta, pozavna, kontrabas, ribežen, kitara pa vokal. Mislim pa, da je na tem mestu prav, da še predstaviš člane. Ja, trenutni člani v zasedbi so Nejc Juran, ki piše tekste, igra ribežen in je nasploh odgovoren za tale band. Potem imamo kitarista Jakoba Grčmana, pa na trobenti Matevž Zlatnar, na pozavni Andraž Gnidovec, pa na kontrabasu trenutno Jernej Vinčnurer. Tako. On je v bistvu tudi čisto sveže prišel za to plato. Tako, smo super zadovoljni z njim. Srečna družinica. Ja. 6-članska, do veččlanska. Ja. Pa do manjčlanska. Naslednja bo Magellan. Ta, če se prav spomnim iz zgodovine, je obplul svet, oziroma ni ga sam preplul, ker so ga nekje pospravili. Ja, Na točno Filipini, tako. Dobro si se pozanimal. To drugače se mi zdi, da malo Slovencev pravzaprav pozna to zgodbo Magellana. Ne vem, mogoče, da smo pri zgodovini malo slabo obravnavali to temo, ali pa smo sedeli na všesih, vsaj zame tako velja, no? Ampak se mi zdi, da je prvi obplul svet. Ja, prvi je obplul svet, ampak Do Filipinov. Ja, iz te strani, ja, Tako. v bistvu, a ne, čez Atlantski ocean. Tako. Ja. Ja, in ima tudi tako super zanimivo zgodbo. V bistvu je Nejc dobil navdih za ta komad, medtem ko je gledal en odličen dokumentarc, en francoski dokumentarc na portalu Arte o Magellanu. Tako res traja 4 ure, tako da tisti, ki znate francoščino, prosim, pejte si ga pogledati, ker je res izjemen. In ja, v bistvu Magellan kot prispodoba za nekoga, ki pač išče nekaj, kar sploh ne veš zares, če obstaja. Ne? On je namreč iskal prehod skozi Ameriko, a ne na drug konec sveta in je v bistvu mogel čez celo Južno Ameriko in pač tam v bistvu po tej Južni Ameriki so taki zalivi noter, a ne? In je praktično, ne vem, mislim, da je 3 leta potoval, da je sploh našel ta prehod, no. In ja, v bistvu sploh ni prišel do konca, ampak njegova ekipa pa je prišla, no. Ampak tako res noro potovanje. Ampak ja, komad pa govori o nečem, kar v bistvu ne veš, če to sploh obstaja, ne vem, naprimer nek v redu odnosa, ne. Nisi prepričan, ampak moraš se pa podati na to pot, ker ne, a se boš zadovoljil za nečim, s čimer nisi zadovoljen zaresno. Magellan in jaz, še sva živa, pa je šlo za las. A to je najin čas, da prideva na drugo stran, jaz in Magellan. Vsak njegov premik mi po hrbtu riše zemljevid mojih črnih pik, ljudi, ki sem za sabo jih pustila, umazana in kriva. Včasih me posede in mi reče, kmalu bova z malo sreče spet nekje pristala in na bo vsa obala si pod zvezdami postala. Zase zadržim menjavanje osek in plin, trenutke sreče, ki izginjajo kot dim, ujeta so na lin, po napovedi vedeževalcev in njihovih kazalcev. Potem pa dnevi brez novic, gre na kokus ljubezni na preklic. Sploh ne veva, če še plujeva v štric, pod nebom brez ptic, prečkala sva drugi čisto črto, po zemlji razprostrto. On pa me posede in mi reče, kmalu bova z malo sreče spet nekje pristala in na bo vsa obala, da
bi se zavarovala. Jaz in Magellan, tudi ko postane vse zaman, ne liževa si ran, zjurišala v zadnji poraz. Magellan in jaz, včasih me posede in mi reče, manjkalo je malo sreče. Tukaj sva pristala in je vsa obala. Nisem se zavarovala. Magellan in Počeni škafe, Kompas je naslov albuma, 9 skladb ste nam tokrat pripravili, avtorsko vse pripravite v bendu. Za vse je praktično, vse je zasnoval Nejc, za vse je napisal tekste, pa tudi neke osnovne melodije, pa vsi pa seveda pomagamo, ne? Tako, ne vem, jaz s kakšnim mrmranjem, pa potem Jakob s kakšno svojo idejo, pa Trobentač doda nek svoj vzorc, tako na aranžmaje delamo pa skupaj. Naslov albuma, kot sem dejal, je Kompas, to je priprava z magnetno iglo za določene strani neba, odkot ime oziroma naslov albuma. V bistvu je naslov albuma dal ta komad, Izgubila sem kompas, tako zdela se nam je pač taka močna beseda, ki tudi mogoče zaznamuje te čase, ali pa mogoče kar vse čase, ker pač je tudi zelo univerzalno, da pač iščeš neko pravo pot, neke prave vrednote. In v katero smer vam največkrat pokaže kompas? Ja, ne vem, med prijatelje na pivo. Tako, ne? Recimo, v druženje, no. Si misli, da boš rekla upravo? Ja, mislim tako, no. Včasih se tudi kaj zmoti, ne? Ampak pač ja, potem na novo iščeš in tako. Pa se pa že zbistri. Našel sem zapis, da je to najbolj ambiciozno in dovršeno delo. Mislim, saj smo se za vsako plato trudili, ne? Pa jo hočeš narediti najboljš, ampak se mi zdi, da mogoče to smo pa res najbolj skrbno pripravljali že od začetka, da je imela pa že na začetku nek svoj koncept, pa tudi že od začetka v bistvu smo vedeli, da delamo plato, no. Tako, recimo, za prejšnje stvari so se pač komadi nabirali počasi in pol, ko so se pač nakapljala, ne, pol nekako izdaš to, kar imaš zdaj pa smo pa res pač želeli tako neko celoto, pa v bistvu mogoče lahko omenim še to, da je bil v začetku ta album mišljen kot nek projekt, kot nek pop projekt, za to Urško Škafar, našo prvo pevko, potem pa pač je počela drugam in pač smo Škafi še enkrat pač rekli, ok, pa dajmo še en škafovski album narediti. No. Ste naredili album oziroma te pesmi tako kot neko zgodbo? Ja, definitivno. Pravzaprav ne bi vsi komadi govorili o nekem 30-letnem dekletu, ki želi pustiti svojega fanta in ga potem tudi uspe pustiti. In s tem mora na novo, tako recimo pri 30 letih, ne, kot sem že prej rekla pri Magellanu, ne veš, če boš pač našel, ne, to, kar iščeš, ampak se pač moraš podati na to pot, ne, in ta punca se poda na to pot in tudi na novo mora v bistvu odkrivati neke želje, neke vrednote. Tako. Naslednja bo Oprosti ni zakaj, bolj umirjena. Ja, to je pa edina bossa nova na tem albumu. Je pa mogoče lahko povem, da ni avtobiografski komad, sploh ne, ampak fraza, ta hook komada, pa je dejansko nekaj, kar si z Nejcem dostikrat rečeva na tak igriv način, ko si recimo, ne vem, če nekomu povzročaš malo bolečine, ampak je ta bolečina za dobro, ne, za njegovo dobro, pa mu rečeš, joj, oprosti, ampak hkrati pa tudi ni za kaj, ne, ker pač bo potem lepše, ne, na primer. Kapljice svobode so prišle z ledene gore. Spet postala sem slaba, nevesta, oprosti ni zakaj. Postavil si
se v vrste, krožka za žrtve. Pred tabo pa leži dolga cesta v prosti, ni zakaj. Naj ti spet obsije sonce neskončne, srečne dni z otroki, poligloti in avtopiloti. Ne zate, ne zame, tu nič ne ostane. Zato ti poklanjam vsa druga mesta v prosti, ni zakaj. Oprosti, ni zakaj. Oprosti, ni zakaj. Spet postala sem slaba nevesta, ni zakaj. Negotovost in skrbi z otroki, poligloti in avtopiloti. Ne zate, ne zame, tu nič ne ostane. Zato ti poklanjam vsa druga mesta v prosti, ni zakaj. Zato ti poklanjam vsa druga mesta, ni zakaj. Oprosti, ni zakaj in Počeni škafi. Marjeta, album je nastajal 2 leti, posneli pa ste ga v enem dnevu. Pomeni, da ste se dobro uskladili in dobro zvadili, da je to tako hitro nastalo posneto, oziroma da je bilo tako hitro posneto. Ja, v bistvu smo v tem že kar zverzirani, no, da plato snimamo v enem dnevu, tako je bilo in s strojem in z Dunajem, pa tudi s tisto mini ploščo. Niti ne vem, če bi znali zares drugače narediti škafovsko stvar, mogoče kaj druga, ampak tako mi smo pa res en tak, mogoče smo bolj koncerten band kot nek band za na album in kakor hočemo neki nasnemavati, pa nekaj popravljati, pa tako nam to ne uspeva preveč. Se mi zdi, da res najbolj delujemo takratno, ko smo na kupu, pa ko probamo to energijo nekako zgostiti v neko določeno časovno obdobje, no, kako naj rečem. Kaj pomeni oznaka, da je to najbolj škafovski oziroma najmanj škafovski album? Mislim, najbolj škafovski, ker smo pač zrastli, a ne, in zdaj smo pač veliki škafi, recimo. Ampak najmanj škafovski pa, ker se pač človek spreminja in, a ne, pač potem mogoče tudi ni več to, kar je bil na začetku, ampak je tudi nekaj čist drugega, kar je tudi čisto v redu. Besedila so v slovenščini, ves čas gradite na slovenskih tekstih. Ja, to pa je čist Nejčevo mojstrstvo. On je v bistvu avtor vseh tekstov in se mi zdi, da mu gre super. Mislim tako, no, da ima nek svoj izraz, da ima neko čist svojo pripovedno tehniko in tako v bistvu sem ful ponosna, da lahko pojem te tekste. Da nikje opisoval tebe. Ne vem, to bi bilo treba kakšno raziskavo narediti, ampak to prepuščam drugim. Tako. To bodo potem zgodovinarji raziskovali. Ja, recimo. Naslednja, ko si nehal boš lagat. Mislim, da že naslov vse pove. Samo pod vprašanje, kdaj? Ja, tako je. Je pa zelo pomembno. Tako, če hoče človek živeti, a ne?
lejte gnalo je, izginilo bo kot zaklad ob vznožju Maurice. Ne bo nazaj zgubljenih let, ljudi, ki si imel jih rad. A hodil boš po trdnih tleh, ko si nehal boš lagat. Vse, kar dotlej te gnalo je, izginilo bo kot zaklad ob vznožju Maurice. Ne bo nazaj zgubljenih let, ljudi, ki si imel jih rad. A hodil boš po trdnih tleh, ko si nehal boš lagat. Ko si nehal boš lagat in Počeni škafi z albuma Kompas, berem, da je album išel v vinilni izdaji. Ja, tako kot Stroj za sušenje solz smo se odločili, da bomo naredili kar vinilko, tako da si jo spet ljudje. V bistvu nam je šla ta prodaja Stroja za sušenje solz čisto super in smo si rekli, da res še enkrat naredimo vinilko, ker se mi zdi, da v bistvu sodobni, da v bistvu zdaj, ko hočeš poslušati muziko, no, da itak si jo zavrtiš ali na iTunesu, Spotify, Deezer in to. Da če pa res hočeš med plato, ne, pa mora biti to neki tako, neko kras. A ne neki za doma, da si lahko postaviš na omaro. Ali pa. In v bistvu imamo tudi to klepo naslovnico. Do tega še prideva. Aha, dobro, bom pustila pol. Potem verjetno vse streaming platforme, kot si že omenila. Ja, to je v bistvu plata že prav išla, tako da na vinilko bo pa treba še malo počakati. No. 31. maja, če sem prav prebral na vašem Facebooku, je digitalno išel album. Ja, mislim, da smo imeli eno majhno nesrečo, da je že en dan prej išel, ampak ok. Imate že kaj odzivov strani poslušalcev? Nekaj malega, je pa tudi res, da nismo prav preveč dobri v furanju socialnih omrežij, no. Tako da nas ne morem prav pohvaliti, da bi imeli evidenco ali pa tako, no. Nismo tudi zdaj tega toliko obešali na velik zvon, oziroma smo na premajhen zvon obešli, bi si želela, da bi bilo to malo glasnej, ampak ne vem, po drugi strani pa tudi smo tak band, ki pač ljudje počas prihajajo, pa nas odkrivajo, pa tako se mi ne zdi v resnici nič narobe, no. Po pravici povedano, da si me presenetila, ko si mi poslala skladbo Izgubila sem kompas. Oprosti. Ne, pozitivno. A, pozitivno, ok. Ja. Ki sem mislil, ali Počeni škafi še živijo, ali so razpadli, ali kaj takega, nobenega singla ni bilo v teh letih. Vidim, da imate sedaj obraten proces, ko ste že prej omenila, najprej album, potem bodo single. Ja, pač se plani so vedno drugačni, ampak pa pač, ja. V bistvu bi tudi mogla še 2 spota priti že ven, pa se pa vse skupaj malo zavleklo, no. Ampak vsaj za Kompas nam je pa uspelo. Sam za single Kompas nam je uspelo pač narediti spot pred izdajo albuma, tako da smo veseli. Bo potem še za kakšnega čas. Ja, še pridejo. Naslednja bo Nič lepšega. Nič ni lepšega, je pa tak najbolj pozitiven in srečen komad in sicer v takih mogoče malo bolj mračnjaških melodijah, ampak tak žurkomatno. Tako.
tovorni vlak te odpelje v pozabo. Na ovinku prvem bi ga iztirila, ko se srečava, nič ni lepšega. Baje so katastrofe, del novega sveta, ko se srečava, nič ni lepšega. Potresi, požari, zima jedrska, to vse bi nosiva, nič ni lepšega. Tako velika sreča, pustoši kot tornado, rabila bi tovorni vlak, da jo odpelje v pozabo. Na ovinku prvem bi ga iztirila, ko se srečava, nič ni lepšega. Počeni škafi, kompas, Marjeta z mano. Prej si že namignila na celostno podobo, ženska z otrokom in kolesom na naslovnici. To nas je v bistvu čist avtor presenetil, mi mu nismo dali nobenih navodil. In sicer to, kako bi rekla, naslovnico za album je narisal naš Alfred, naš striper iz Bordeauxa, ki je bil tukaj 2 leti nazaj. In smo imeli z njim tudi 4 risane koncerte po Sloveniji, na katere smo res ful ponosni. In smo ga tokrat prosili, da bi nam naredil naslovnico in pol nam je poslal par predlogov, tako neka punca ob drevesu, ko gleda v morje, pa kolo zadaj pa tako. No pa je rekel, no kaj pa mogoče tale ženska z otrokom pa ob kolesu in smo bili itak čist paf. Tako da smo polkar. Pač mogoče ni bila mišljena, ni tako nekaj, kar pač najprej pomisliš, ampak v resnici se mi zdi, da gre ful lepo s celo Platono. Lahko bi bila to ti. Mislim, da nisem. Mogoče, da učki tegale otroka na nekoga spominjajo, ampak tale ženska pa mislim, da nisem jaz. No. Ampak tako, ful je v stilu in ful je aktualna in tako. Sicer pa nima na kolesu čelade, nima košare oziroma sedeža za otroka. Ja, tako je. Mogoče je pa ta otroček lih pretekel, pa ga je vzela v naročje, ko je lih je prišla domov. Ne vem, vse sorte si lahko predstavljamo. Kot si že omenila, ni to vaše prvo sodelovanje s francoskim striparjem? Ja, to pač Alfred je res izjemen striper in nekako nam je uspelo ga pripeljati v Slovenijo, sploh ne morem verjeti, da se je to res zgodilo. Ampak ja, je prišel in pač to je nek resnično znan francoski stripar in tudi njegova dela so res izjemna. In ja, res smo super ponosni, da nam je to uspelo. No, mogoče pač nam je žal sam, da je premalo ljudi videlo to, pa mogoče bi imeli lahko več koncertov, ampak pač ne, tak je bil trenutek, to smo pač lahko naredili. Ampak ja, tisti ljudje, ki so pa bili na teh koncertih, no, so bili pa ful navdušeni. Kako poteka ta risani koncert? V bistvu to zgleda tako, da pač mi naredimo, tako kot smo prej rekli, nek dramski trikotnik, ne? In potem pač stripa riše tudi neko svojo zgodbo. V bistvu, glede na to, da on ne pozna do potankosti naših tekstov, tako približno je vedel, o čem govorijo komadi, ampak ne pa pač vsakega stavka ali pa vsakega verza. In potem je tudi on v bistvu risal sporedno neko svojo zgodbo ali pa vsaj nekaj približnega. Na koncu koncerta, ne vem, mislim, da zadnje 2 komada, je pa v bistvu naredil tak pregled čez vse te slike, čez vse te praktično 3-minutne slike, a ne, to tako res ful hitro riše in je pač izjemno tako na koncu, ko jih sam tako eno za drugo v bistvu pod to kamero, pod to projekcijo, no, jih tako menjava in je res ful lepo. Zanimiv koncept. Ja, ampak to je v Franciji kar praksa, pri nas pa
nimamo veliko tega. No, mislim, je tudi že bilo, ampak jaz nisem bila na kakšnih takih koncertih. V Franciji pa se to kar dogaja, ja. Sicer In pa, so res mojstri, mislim, to moraš ful znati. Mislim, ni tako, da bi bil sam slikar, pa, ker tudi nimaš časa, a ne? To pač moraš res tako ful na hitrco risati intenzivne poteze, pa tako, no. Ampak ja. in tudi, po mojem, kar nekaj improvizirate. Ja, ja, v bistvu obojni. Oboje, ja. In striper in band, ja. Sicer pa sedaj sledi promocija 20. junija, imate tudi uradno predstavitev albuma. Ja, v Gali Hali se bo zgodila predstavitev, tako da tudi vas tukaj v Prlekiji vabim, da pridete, čeprav vem, da je daleč, ampak če si želite, ste seveda ful lepo vabljeni. In v Gali Hali smo imeli tudi koncert z Alfredom, tako da smo veseli, da lahko zdaj po 2 letih pridemo nazaj z novo plato. Slišati bo zagotovo nov album v celote, pa Ja. še kaj starejšega materiala. Ja, seveda. Veselica pod narekovajem je zagotovljena. Upam, da bo žurka. Imate tudi načrto kaj drugih slovenskih krajev v poletnih mesecih? Definitivno, v bistvu sem lih včeraj smo objavili na socialna omrežja tudi nekaj datumov, no, tako da si kar pejte hitro pogledati, kam boste prišli. Da ne bo voda prej odtekla škafa. Ja, Še vedno je počene. Predzadnja, ki jo bo vas pustila, bodo Letnice. ja, to je pa ena taka čudovita, počasna balada, ljubezenska, presenečenje. V bistvu, ja, s takim zelo pomenljivim besedilom namreč govori o teh letnicah v drevesu, o teh krogih, ki naj bi bile širše takrat, ko ima drevo lepe čase, pa ožje takrat, ko ima slabe čase. In pač potem je to Nejc uporabil kot neko metaforo za pač naša leta, a ne? Da v bistvu mi imamo tudi vse take letnice in v bistvu, ko spoznaš nekega človeka, a ne? On lahko vidi te letnice. A ne? In te letnice ne bi bile tudi nekaj, ki ti jih je mogoče prejšnji partner dal, prejšnja ljubezen, a ne? In v bistvu zadnji vers pravi: druga bo ljubila tvoje letnice, a ne nekoč, ker nekoč si ljubil me. Tako da se mi zdi, da je res ful lepo. Če me ljubiš, veti, ljubiš tudi vse, ki sem jih pred tabo že ljubila. To del mene je, kot letnica v drevesu, ob snidenju široke, ozke, ob slovesu mogoče. Odšel boš praznih rok, mogoče mi nikoli odpustil ne boš. Druga bo ljubila tvoje letnice, ker nekoč si ljubil me. Če me ljubiš, vedi, ljubiš tudi vse, ki sem jih pred tabo že ljubila. To del mene je, kot letnice v drevesu, ob snidenju
ker nekoč si ljubil me. Marjeta, za konec tega pogovora, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno danes? Pa tako, vse se najde. Tako. In ful stvari, ki mi ni všeč, ampak se pa tudi vedno najdejo neke reči, ki me pa v bistvu ful šokirajo, ki imajo pa tako visoke frekvence, pa lahko plešeš na njih, pa tako, vse se najde, ja. Kakovostno ste v teh letih zrasli? Nasplošno, če gledaš sceno. Kakor kdo. Tako, ne morem reči za neko celoto, ampak me pa v bistvu ful presenečajo tudi neke mlade skupine, ki sploh prej še nisem slišala za njih, pa pol pridejo na sceno, pa tako razturijo z nekimi komadi. Tako, ful je lepo videti v bistvu, no. Sicer pa sproti u vas na družabnih omrežjih. Ja, sicer tako, kot sem rekla, nismo lih najbolj pridni, kar se tega tiče, ampak se pa vseeno ful trudimo, tako da pa cenimo, ja, če kdo to vidi, čeprav vem, da mogoče je zdaj to že malo težko ob tej poplavi enih informacij. Kompas je zunaj, promocija, kot sem rekla, 20. junija, uradna, potem še nekaj več njih. Ja, tako je, 20. se začne, pa imamo kar precej enih koncertov, pa zihar bo še kakšen prišel. Prej si omenila, da boste s Kompasa izdali še kakšno skladbo kot single ter podprli z videospotom? Ja, plan je vsaj še za 2 komada, za katere se spoti že delajo, tako da upam, da bo v kakšnem mesecu, da bo zunaj. Potem boš pravočasno Bom obvestila. Da vemo, katero dati potem bolj v predvajanje. Bom obvestila, obljubim. Še eno bova zavrtela za konec, to pa bo še. Ja, še je pa tak ful uživaški komad, no. Tako, bom kar prepustila besedilo kot presenečenje. Da to bi lahko rekli, želimo si še. Želimo si še, točno tako. In to počeni škafov, Ja. z dobro glasbo. To če kaj drugega, no, ampak tudi škafi bojo na vsake to korido. Zato še za konec, Marjeta, hvala, da si se oglasila v oddaji Radioaktivno na Radio Pelek ter uspešno in čim bolj delom naprej. Hvala tebi, enako.
Smo Počeni škafi in poslušamo Radioaktivno.